Ja, gospod Rus, čestitke za tole pomembno zmago. Danes verjamem, da ste morda tudi izgubili kakšno leto takole na klopi, ko ste spremljali vse te dogodke. Ja, mi smo pričakovali težko tekmo. Mi smo se na to tekmo pripravljali praktično cel teden po dveh relativno dobro odigranih tekmah proti Olimpiji in proti Mariboru. Vendar, predvsem prvi polčas nismo izpolnili tistega, kar smo želeli, da bi mi vodili igro, da bi bili mi dominantni, da bi bili dovolj odločni, dovolj agresivni. Krka nas je na nek način presenetila svojo relativno odprto igro, svojo igro, kjer so želeli doseči zadetek, kjer seveda niso prišli v Celje zgolj se braniti in to se nam je seveda maščevalo. V prvem polčasu smo bili praktično neprepoznavni v primerjavi z zadnjima dvema tekmama. V drugem polčasu smo resnično zbrali ves potencial, ki ga v tem trenutku ta ekipa premore, ki ga premore klub, in z neko fanatično željo smo uspeli rezultat preobrniti in resnično doseči zmago, ki v tem trenutku šteje dvojno. V drugem polčasu nekako se je izkazalo, da borbenost, srčnost se na koncu obrestuje. V vsakem primeru, mi smo praktično 70 minut igrali brez igralca, z 9 v polju, in to se seveda proti relativno, ali pa ne relativno, precej izkušeni ekipi, kot jo ima Krka, seveda pozna, ampak še enkrat, vse tisto, kar smo vlagali v zadnjih nekaj mesecih, se je danes obrestovalo in upam tudi, da bo to dobra šola za to mlado ekipo, da bodo razumeli, zakaj je potrebno in v katerih trenutkih je potrebno narediti vse za to, da dosežemo končni rezultat. Danes zmaga proti neposrednemu tekmecu boja za obstanek, naslednji teden vas čaka nekako podobna zgodba, pride zadnjeuvrščena ekipa Triglava. Ja, pričakujemo podobno tekmo, upam pa, podobno trdo tekmo, upam pa, da z naše strani boljša, da nam bo ta prvi polčas dobrodošla izkušnja za to, da se nam proti Triglavu kaj takega ne sme dogoditi. Evo, meni se naj še Sebastian Gobec, prečasno ste zaključili tole tekmo, ampak zagotovo niste pravzaprav nič manj veseli kot vaši soigralci, pomembna zmaga. Pa kje, vesel sem še bolj, ko mislim, da ti fantje noter slačilnici, ker res je bila tekma predvsem prvi polcajt dosta trda, taka tudi konec konca umazana. Mi nismo se dobro pripravili, nismo dobro štartali v tekmo, to je dejstvo. Potem se je zgodila ta moja izključitev, ki jaz mislim, da osebno mislim, da predvsem ta drugi karton je bil milo rečeno smešen, ampak konec koncev sodnik je bil 3 metre zraven, on bo tudi odgovarjal za te stvari in bomo videli, kakšne bojo konec koncev tudi posledice njihove. Le še to, naslednja tekma spet doma, ekipa Triglava, lahko pričakujemo borbenost spet, ampak brez vas, ne? Lahko pa vseeno daste morda drobnogled oziroma kaj pričakujete? Ja, sigurno, pričakujemo podobno tekmo kot danes. Mi moramo predvsem štartati v tekmo boljše, kot smo danes. Drug polcajt je bil po mojem mnenju mogoče celo najboljši do zdaj, ampak to je bilo tudi mogoče malo voljni moment, ki smo ga imeli. V slačilnici so fantje bili med polčasom zelo motivirani in pokazalo se to tudi na igrišču. Triglav pa kot prišel bo igrati podobno tekmo kot Krka in mi bomo šli v tekmo, da tekmo probamo zmagati in da se odlepimo od spodnjega dela. Ja, danes smo bili priča res pravi borbeni predstavi, na koncu so odločale malenkosti, v drugem polčasu ste popustili in zmaga je ostala v Celju. Vaše videnje? Pa dobro, mi smo odigrali sanjski prvi polčas, bili precej boljši nasprotnik, eno kopico izraziti priložnosti, celo 2 vratnice, vodili 1-0. Na polčasu smo upozorili, da moramo še stopnjevati ritem, ker smo imeli igralca več v polju, ampak iz nerazumljivega razloga so se verjetno igralci ustrašili zmage. Potem malo iz sreče Celje doseglo tista 2 zadetka in zasluženo zmagalo. Nekako so vsi pričakovali danes, da boste začeli bolj rezervirano, obrambno, čakali na protinapade, vendar povsem drugače vse skupaj izgledalo na igrišču. Mi smo v Mariboru napadali, zakaj ne bi v Celju. Mi smo prišli po 3 točke, mi vemo, da boljše 2 poraza pa 1 zmaga kot 2 neodločena. Želeli smo si to zmago, sanjsko začeli, ampak potem pravim, to je nogomet, če ne izkoriste svoje priložnosti, potem vas žoga kaznuje. In iskrene čestitke Celju, ki so fanatično borili drugi polčas in tisto, kaj so dejansko imeli in izkoristili. Čaka vas zdaj še težja naloga v boju za obstanek, naslednja tekma doma, Rudar.
mislim, da ni potrebno poudarjati, greste da seveda na vse 3 točke. Pa definitivno, mi smo Rudar, moja prva tekma na klopi Krklje je bila zmagovalna v Velenju, ne. Mi moramo jeti na zmago vsako tekmo, še 33 točk v igri, želja nam je še zmeri dohiteti isto 8. mesto. Imeli smo danas priložnost že danas se izenačiti s Celjem. 6 točk je velika prednost, ampak ni tudi nenadoknadiva, tako da upam, da bomo imeli več sreče proti Velenju, koliko smo danas je mogoče ne imeli v drugim polčasu. Videli smo res pravo dramatično tekmo, pravo borba za obstanek, na koncu se ni razpletlo po vaših željah. Kako ste vi doživeli vse skupaj? Gledajte, mislim da je danas bil užitek gledati utakmicu, jedna otvorena utakmica. Mislim, da je bil to danes užitek gledati to tekmo, kajti tekma je bila odprta z obeh strani. To bi lahko bila borba za prvaka in ne za obstanek. Nažalost ne morem verjeti, da smo mi na koncu tekmo izgubili. Čestitam pa ekipi Celja za zmago. Priložnosti, ki smo jih zapravili v prvem delu, pa nikakor ne smemo več zapravljati. Kaj se je zgodilo v drugem polčasu, da so Celjani nekako igrali tako, izgledalo, kot da imajo oni igralca več? Vi ste se morda preveč zaprli? Nismo se zaprli, ne vem, kako bi to opisal, ampak nekaj se je v nas zgodilo. Nekoliko smo se preveč povlekli, dobili smo gol iz predložka. Ne vem, kaj narečem, razočaran sem, lahko bi tekmo že prej rešili, če bi zabili še kakšen gol v prvem polčasu in ekipa Celja ne bi bila niti blizu zmage. Ni blizu pobedi, da se razumemo. Poraz še toliko bolj boli, kajti gre za neposrednega tekmeca v boju za obstanek. Kaj narečem, težko je, ampak v soboto imamo tekmo z Rudarjem. Moramo se pogovoriti, gremo po 8. mesto, težko bo. Imamo 6 točk zaostanka, ampak jaz verjamem, da lahko na koncu končamo na tem mestu. Celje je otišlo na 6 točko. Ali jaz se nadam, je danes hoda do kraja, da ćemo mi biti na 8. mjestu. Hvala.